Čau, evo, obljubil sem, da bom predstavil na hiter vse dirke, katere bom vozil v letošnjem letu, v letošnji sezoni. Pejmo kar pogledat. Gremo kar po vrsti. Evo, 11. maja vzpon na Jošt. To je cirka 5 km dolg vzpon, 450 višincev po Stravi. Ne vem točno, koliko je uradno, ampak izredno lep vzpon na dom na Joštu. Če še niste kdaj bili, pejte gor, se vidi cel Kranj spodaj. Štarte se v Stražišču, pri parkiriščih spodaj. Meni zelo ljub vzpon, sploh zaradi tega Nina iz Stražišča in sem velikokrat v vikendih tam. In sem ga tudi velikokrat že prevozil. Kranjska mučenica tudi pravijo, tako da pridite se mučati zraven. Gremo naprej. Drugi vzpon po planu je 1.6. vzpon na Kum. Tukaj še nisem vozil, zato nimam pojma. Pravijo, da je zadnji kilometer makadamski, cirka 990 višincev, 12,3 km, najprej zaprta vožnja, če sem prav razumel, in potem vzpon na Kum, za katerega pravijo, da je najljubši vzpon Primoža Rogliča. Tako da, evo, lep izziv, tudi po slikah sodeč na vrhu, lepi razgledi in se ful veselim v letošnji sezoni, da se prvič lotim tega vzpona. Tretja stvar bo pa že kar konkretna dirka in tudi cilj spomladanske sezone, če tako rečem. Letos so v prvi ediciji amaterska dirka na dan, ko grejo profesionalci po isti trasi, praktično. Kraljevska etapa bo to, kjer bojo šli na Golte. Amaterska pa bo šla iz Mozirja proti Lučam in potem pod Volovjek dol in potem nazaj proti Mozirju in vzpon na Golte. Se pravi, imamo 85 km, čeprav vidim 1900 višincev, lep izziv za amaterje in še primerjanje z profesionalci. Dirka po Sloveniji bo tukaj končala na Golte, iz Maribora v Golte, tako da 7.6. vabljeni, pridružite se, ko se še prijavite, se zelo veselim te dirke, ki je, kot pravim, en tak cilj prvega dela sezon. Potem 15.6. klasičen dan v Ljubljani, Maraton Franja, klasika slovenskih amaterskih dirk. Jaz bom šel na Malo Franjo, čisto iz tega, ker še nisem popolnoma planiran, da bi bil v tistem obdobju v vrhunski formi in formi za letap. Se pravi, malo manj kilometrov, 99 jih bo čisto dovolj in pa 750 višincev. Argonavtski maraton, meni je eden izmed najljubših maratonov amaterskih, 86 km, cirka skoraj 1000 višincev, vrhniki, potem zaprta vožnja do Borovnice, kjer je leteči štart, potem čez Podpeč gremo naprej proti Brezovici, čez en delček malega maratona Franje, potem pa za klanec, en lep klanec, da takoj testiramo noge, potem pa proti Polhovemu Gradcu v Polhograjske Dolomite, ki so čudoviti in moj nekak trening teren zadnja leta, odkar sem jih odkril. Planina nad Horjulom je najvišja točka maratona, potem Šentjošt nad Horjulom, spust v Podlipo in nazaj. Zelo lep maraton in zelo priporočam. Izziv za vsakega kolesarja, kljub manjšim kilometrom, je pa drugi del, kjer je večina vzponov zelo zahteven in zanimiv. Ok, spet še en teden naprej, vzpon na Geos, se pravi na središče Slovenije. Starta se v Litiji, se pravi štart, zaprta vožnja do Hotiča, ne vem, kako se izgovori pravilno, in potem vzpon proti Geosu, približno 7 km dolg, lepi višinci za malo razdaljo, 430 km, en tak približno 15 do 20 minutni effort, gas do konca in akcija. Vzpon na Areh, 5.7., to pa je zdaj zanimivo. Tega še nisem odpeljal s kolesom, kar je v bistvu smešno, glede na to, da sem Mariborčan, ampak takrat, ko sem še živel v Mariboru, nisem poznal kolesa, tako to bo prvič in zelo sem vesel, da se vračam nekako domov, na domač vzpon, na domač Areh, ker sem tudi smučal kot otrok in se zelo veselim tega vzpona na Areh. Mislim, da je približno, kako smo rekli, 18 km, 970 višincev. Poljane Stari Vrh, lansko državno prvenstvo, na koncu 200 metrov je brutalnih, gre na čez 20%, vse skupaj pa nekje okoli 10 km, 609 višincev. Poljane nad Škofjo Loko je štart, potem pa gor do Koče, Stari Vrh. Težka, zanimiva proga, tudi z lepimi razgledi kot vsak vzpon v bistvu v Sloveniji. Čudovita proga. Po poletnem premoru avgusta spet štartamo naprej z Ilirsko Bistrico Sviščak, eden mojih najljubših, zaradi tega, ker je zelo lepo razporejen. Gre za 19 km, 900 višincev približno. V Ilirski Bistrici torej štart, malo zaprte vožnje, potem pa prvi ovinek desno proti Sviščakom takoj na polno in lepo razdeljena proga z nekaj delnim vzponom, če tako rečem. Najprej gremo gor, potem malo popusti, spet gor in potem gore dol, gor dol. Lep vzpon. Vzpon na široko, gremo še naprej. Smo 15. avgusta tradicionalno na praznik. Podoben vzpon kot
peščaki, se pravi z dvodelnim vzponom na začetku, vmesnim spustom, kar vratolomnim po zelo ozki cesti skozi gozd in na koncu po tem spustu pride pa še tistih 1,5 km proti turistični kmetiji Široko. 26 km vse skupaj 1000 višincev in po moje, pardon vsi drugi, ampak najlepši razgled na vrhu pri turistični kmetiji Široko. Skok na Roglo, spet smo na Štajerskem, 16 km, približno 1100 višincev. Težek vzpon, kar primerljiv s kakšnim krvavcem, no, sploh zaradi dolžine in višincev. Mogoče strmina ni povsod enaka, ampak dobro. Lep, težek vzpon, pravi test za en teden ali dva pred mojim glavnim ciljem sezone, ki pa je seveda Letap Slovenija. Lani se je zgodilo, kar se je zgodilo. Letos se pravi, se pripravljamo na 150 km čez 2000 višincev z celotno ekipo, da se lotimo tega vraga, da ga zgrabimo za roge in premagamo. Upam, da ne bo spet takih krčev, kot so se mi lani zgodili po jamniku, v bistvu po spustu v Kropo. Je bilo res težko končati celo stvar. Ampak gre za zelo zahtevno traso na res nivoju profesionalnih dirk, enodnevnih mogoče. Imaš res možnost izkusiti, kako je to dirkati na eni taki dirki, kot je Tour de France. Vsa grafika je enaka kot na dirki, rumeno-črno, če si predstavljate. Televizijski prenos, skratka vse, super razgledi, lepa Gorenjska, čudovita in res divja dirka, ki se letos zelo veselim, sploh zaradi tega, ker odpravim, gremo tja v bistvu zmagati, ne? Pripravljeni na vse te izzive, ki jih ta dirka ponuja in po mojem najtežji zalogaj. Pa še en teden po dirki Letap, tega se pa zelo veselim, državno prvenstvo v vzponu, Vipava Nanos. Zakaj? Državno prvenstvo je zmeri posebno, sploh v vzponu, ker so mi bližje kot ostale dirke in ker bom že v top formi za Letap, zakaj ne bi en teden kasneje poskusil še tlele osvojiti kakšno majico mogoče, sploh pa v Vipavi, kjer smo snemali najine mostove in na Vipavo res vežejo lepi spomini, proga gre tudi mimo plezalnih sten, kjer smo snemali in potem gor do kmetije Abram. Evo, to so načeloma vse dirke, na katere planiram za letošnjo sezono. Vabljeni, da se pridružite, da malo pomerimo noge, da vidimo, kdo gre hitreje v klanc in tako naprej. Načeloma grem na vse, razen če kje kaj dežuje ali pa kaj takega, če res orank naril, potem spustim, kaj zamenjam. S trenerjem sem cel plan pregovoril, tako da je potrjen. Se vidimo na dirkah ali pa na YouTubeu, ali pa na Instagramu, ali pa na TikToku, skratka povsod se spremljamo.